Kaj pa tako nasprotje takih grotesknih animejev oziroma animejev, ki te spravljajo v nelagodni? Kaj pa zdravilni animeji? Ker to je bilo tudi ful dobro predavanje na Mofokonu, ki sem ga želel nekako pač upeljati tudi v ta podcast. Čakaj, kdaj pa je bilo to? To je bilo na Mofokonu. Ob enih, po mojem. Ob enih je bilo v tej mali predavalnici. Ja. Lahek odgovor bi bil pač preprosti moje blob anime, kot so, ne vem, K-On, pa Usagi Drop. Ja. Ojej, ne manga brat od tega. Ja. Sem slišal, kakšen je konec, sem rekel, ne, jaz bom ostal par anime. Ore Monogatari. Ja. My Love Story, veš, kaj ali pa ne vem, če poznat Barakamon, I think se imenujem. Ja, ker je v bistvu, in to je Slice of Life, en popotnik. To so večinoma Slice of Life. Ja, se Slice of Life je en tistih animejev, ko v bistvu izklopiš možgane in sem čiliraš. Tam uživaš. Tako. To so to isekai, ko grejo en in isti trend, pa nič isekai je še vedno world building. Slice of life ti razumeš, ko v bistvu je samo... Ni vedno world building, vseh isekaja. Še vedno nek drug svet od tvojega. Konosuba, ne? Naprimer, to je tak slice of life, isekai anime, ampak ne tako od Iyashike animejev, ker to so te zdravili animeji. Aria Animation. Slišal sem, ampak... A je kdo gledal od vas? Kjer ga točno? Aria Animation. Pač dogaja se na Marsu, ko je bil terraforman, tako da je praktično v celoti pokrit z vodo in imaš mesto, ki je bilo zgrajeno po vzoru Benetk, tako da so Neo-Benetke, Neo-Venecija se imenuje. Kinda like Water 7. Vse kradejo z One Piece. Kinda. In se potem celoten anime odvija okoli gondoljerk. Specifično okoli ene gondoljerke, ki pač vajenke, ki želi postati potem ta prava gondoljerka. In potem spoznava prijatelje, je taka fulušna maskota, tudi en tak maček, ki se imenuje pač Aria President. Gondole na Marsu pač. Ako se pač imenuje planet. To je vse promocija za Venice. Ampak ja, to je bil anime, ki sem ga verjetno dvakrat rewatchal, ali trikrat celo do zdaj. In najpogosteje med izpitnim obdobjem. Ko rabiš malo. Ja, tako. In vsaka epizoda je... Ko rabiš stres relief. Tak safe space, tako... Ne silite, pač se mi zdi, da to je tudi eden izmed dost pomembnih aspektov teh Iyashike. Ne silite, da bi pač videl, da moraš pogledati potem da moraš pogledati potem takoj naslednjo epizodo. Tako vsaka epizoda je tako self-contained. Ja, ni cliffhangerja. To je ful Mushishi. Mushishi sem pa gledal. Mushishi se tudi smatra za Iyashike. Ja, ker vsaka epizoda svoj contained story. Ali pa Natsume Yujincho. Ali pa Sangatsu no Lion se tudi dejansko šteje še. Sangatsu no Lion bi rekel, da je eden bolj kompleksnih takih Iyashike. Zato ker je spet nek mentalni boj. There is a lot of growth. There is a lot of... To je eden mojih najljubših animejev. Šah. Shogi, ja. Veš, ker ga si, če niste pogledali, Unko Karuto igrajo. Kaj je že? Kak je Chihaya Furu. Ful je cool. Ful je dober anime. Ful je dober, ja. Mislim, da zadnje sezone nisem pogledal sicer. Koliko jih je? 3, 4? Vsaj 3. 2 ali 3. Ne, vsaj 3. Čeprav pa so naredili, zdaj ful kratki, ko je res bil span 10 let, preden so dali novo sezono ven. Ampak ja, tako glavno vprašanje, kateri je pa za vas tak najbolj zdravilen anime? Poleg Slice of Life. Ja, to je tisti trik, ki je bil tudi, mislim, to je bila ena debata tudi na tem predavanju. Kaj v bistvu je zdravilen anime? A je samo
zdaj z novo sezono anime